Dr. Jan Dominik Bogataj, lepo vas pozdravljam. Lep pozdrav. In vam čestitam za vaš knjižni prevod sirijskega pesnika Kirilona. Hvala lepa. Ste mogoče izid knjige z naslovom Peruti duha praznovali? Niti ne, v Ljubljani smo imeli eno predstavitev že kar nekaj mesecev nazaj, predvsem pa zaradi tega, ker sem sam en semester na leto odsoten zaradi akademskih obveznosti tukaj v Rimu, potem niti ni toliko možnosti za tak širši stik z slovenskim bralstvom. No, tako da sem zelo vesel tega povabila. Z veseljem. Ko sem imel vašo knjigo pred sabo, je to bilo prvič, da sem izvedel za ime Kirilona. In bi vas zato vprašal, kdo je bil ta pesnik? Res je, verjetno izdaja takega povsem neznanega avtorja, predvsem v slovenskem, pa tudi v kakšnih bolj specializiranih mednarodnih okoljih, ne prinese kakšne posebne slave. Veliko bolj bi bilo, če bi človek prevajal velike avtorje, kot so Avguštin, Origen in podobno. Vendar med poznavalci te zgodne sirske krščanske književnosti Kirilona velja pravzaprav za drugega največjega pesnika te sirske poetične tradicije, takoj za morda malce bolj znanim Efremom sirskim. Kirilona je bil avtor, pravzaprav o katerem ne vemo nič, razen to, kar lahko izvemo iz 5 oziroma 6 pesnitev, ki so se ohranile v enem sirskem rokopisu, ki ga danes hrani britanska knjižnica. Ta rokopis datiramo v 6. stoletje. Najverjetneje gre za avtorja, ki je imel pomembno vlogo znotraj takratne sirske cerkvene skupnosti, morda je bil duhovnik, škof, kajti te pesnitve so na nek način verzificirane homilije, ki so bile najverjetneje povezane z bogoslužno funkcijo. Po pesmi o nadlogah, v katerih je opisan vdor Hunov, ki je potekal leta 395, lahko te pesnitve tudi datiramo, se pravi, prav jih nekako prištevamo tja v konec 4. stoletja. Avtorja pa glede na indice iz pesnitev nekako umeščamo v prostor severne Mezopotamije, to bi bila današnja Sirija oziroma južna Turčija, v ta, tako bomo rekli, zahodnje sirski kulturni prostor tedanjega časa. Je torej eno generacijo za bolj znanim Efremom sirskim, po pomenu pa je pravzaprav in pa po njegovi literarni zapuščini, ki je sicer relativno majhna, pa ni zato nič manj pomemben kot sam Efrem sirski. V nekem hipu ste dejali, da so v britanski knjižnici njegovi teksti, njegovi rokopisi in ste omenili 5 oziroma 6 pesnitev. To je nekoliko nejasno. Ja, res je. V drugi polovici 19. stoletja so nemški orientalisti šele prvič pravzaprav resno vzeli pod drobnogled ta rokopis. Edini rokopis je, ki je na celem svetu ohranjen z besedili, ki jih danes pripisujemo Kirilonu. In tako so konec 19. stoletja začele nastajati prve kritične izdaje tega sirskega besedila. In v začetku so njemu pripisali vseh 6 pesnitev. Njegovo ime je omenjeno zgolj 2-krat, vendar nekako tvorijo bolj ali manj enoten korpus. Zdaj v zadnjem času, v zadnjih desetletjih, pa se zadnja izmed teh pesnitev o pšeničnem zrnu prav na podlagi stilističnih in retoričnih značilnosti nekako izloča od drugih 5 pesnitev in jo danes po najnovejših raziskavah nekako ne pripisujemo več neposredno Kirilonu, ampak v nek podobni milje tistega časa. Tako da ta je nekako taka celo malce nadrealistična pesem, simbolistična o pšeničnem zrnu, ki meditira prav na zanimive, zelo čutne, na način zelo živih podob, prav to skrivnost pšeničnega zrna, šele na koncu se z nekaj verzij, ki so bolj spominjajo na aluzijo, nekako razkrije kot krščanska meditacija. Medtem ko prvih 5 pesnitev je bolj eksplicitno nekako umeščenih v bogoslužno rabo. Tu je pesnitev o Paschi, pesnitev o Evharistiji, o umivanju nog, medtem ko pa že omenjena pesnitev o nadlogah nekako ni liturgične ali pa sakramentalne tematike, ampak nekako personificirano
v imenu zemlje, mesta in tudi cerkve nekako kliče Bogu na pomoč ob napadu Hunov, ki so prišli s severa. Zakaj ste pesnitev o pšeničnem zrnu vrstili v knjigo Kirilonovih pesnitev? Ja, pravzaprav zaradi tega, ker je zgodovinsko, torej zadnjih 150 let nekako v tem korpusu povezana z njegovim imenom, ampak obenem je tudi sama pesem, se mi zdi, čudovita in nekakšna literarna mojstrovina sama zase. Tako da smo vseeno nekako se odločili iz obeh razlogov, tako iz tega tradicionalnega, da se jo povezuje s Kirilonom, in pa tudi zaradi tega, ker nekako spada v tisti milje in je konec koncev na enaki literarni ravni, vsekakor. Se strinjam z vami, tako ste pravzaprav rešili pozabe neko pesnitev. Res je, pa v slovenščini smo dejansko zelo redko priče prevodom iz stare sirščine, oziroma doslej praktično ni obstajalo ničesar razen ena krajša antologija pesnitev Efrema Sirskega, in tako te redke možnosti skušamo čim bolj izkoristiti, da nekako, če se že najde posluh pri založbah, če se že najde posluh pri urednikih, konec koncev tudi financiranje, potem se mi je zdelo absolutno primerno, da za nekaj dodatnih strani še razširimo to knjigo. Omenili ste založbo, to je založba Družina, je bila založba korektna do vas in še kako ste sodelovali z urednikom dr. Branetom Senegačnikom? Ja, to je zelo zanimiva zgodba. Jaz sem se s Kirilonom srečal že v času svojega študija sirščine tukaj v Rimu in potem tudi z italijanskim profesorom Emidijom Verganijem, ki nas je nekako prvič uvedel v tega skrivnostnega avtorja, tudi tu v Rimu nihče skoraj ne ve zanj. Potem sem nekako izvajal iz zanimanja začel s prevajanjem teh pesnitev in nekoč omenil tako uredniku pri založbi Družina, dr. Branetu Senegačniku, če bi ga morda zanimalo, kajti prav v tej zbirki Sidera so nekako objavljene pesniška dela, ki pripadajo pomembnim, ampak malce manj znanim pesniškim tradicijam. Se mi zdi, da po literarni kakovosti vsekakor te pesnitve zaslužijo vso pozornost, vendar pa sprva tudi sam urednik ni bil tako dobro seznanjen s to tradicijo in je bil malce bolj skeptičen. Bal se je, da bo to predvsem nekakšna bolj preprosta, ljudska, liturgična himnografija, ampak potem, ko je prebral prve prevode, mislim, da je ta dvom povsem izginil, kajti res prinaša en tak neznan, še posebej v slovenskem prostoru, ne dovolj poznan glas te zgodne semitske pravzaprav poetike. Na nek način je ta govorica blizu biblični, to lahko štejemo kot nekakšne krščanske psalme, prav po tej literarni značilnosti teh paralelizmov, pravzaprav gre za pesmi, ki so v večini sestavljene iz distihov in nekako s to ciklično, centripetalno silo, z močno poetiko nekako bralca nagovarjajo. Poleg tega pa v njih najdemo ogromno retoričnih sredstev, ki so značilne prav za to semitsko literarno tradicijo. In to se mi zdi na koncu je tudi založbo in urednika, upam, nagovorilo, da so bili pripravljeni podpreti ta predlog. Morda še besedo dve o kitični strukturi te poezije. V sirski poeziji načeloma poznamo metrično ureditev, ki temelji na zlogu, se pravi, ne poznamo. Potem se sirska poezija razlikuje od recimo grške ali pa latinske. Tukaj je dejansko fokus na zlogu in številu teh zlogov v samem verzu. V grobem lahko sirske pesniške oblike razdelimo v dve skupini, dve osrednji kategoriji. To so memra in pa madraša, če uporabim zahodno-sirsko izgovorjavo. Memra je sestavljena iz izosilabičnih distihov z istim številom zlogov, se pravi recimo 7 zložni distihi ali pa 5 zložni distihi ali pa 12 zložni distihi, medtem ko so madraše,
ki jih ponavadi prevajamo kot himne, dejansko kitične pesmi, pri kateri vsaka kitica sledi istemu silabičnemu vzorcu. Kar pomeni, da ima vsaka kitica enako število verzov z določenim številom zlogov. Se pravi, tako srečamo različne oblike kitic, recimo s 5 plus 5 plus 5 plus 5 plus 5 zlogi ali pa 5 plus 6, 4 plus 7. Torej, memre so take pesnitve sestavljene iz dihov, medtem ko so madraše himne sestavljene s kiticami z enakimi števili zlogov. Zanima me, kako pesnik v to opisano pesemsko strukturo opisuje teološko, pa tudi mistično vsebino. Ja, to je zelo dobro vprašanje. Pravzaprav sega na polje širšega premisleka nasploh o jeziku, nasploh o pesniškem jeziku, vlogi, pomenu pesništva in pa tudi konec koncev teologije in izrekanja o teologiji. Zdaj, veliki nestor sirskih študij, ki je nekako v zadnjih desetletjih sploh odkril, nekako pomagal, da je prišla ta sirska tradicija bolj na plan v svetovnih študijskih okvirih. Sebastian Brock pravi, da je pravzaprav ta sirska tradicija nekako tretje ključno krilo poleg latinskega in pa grškega, kar zadeva antiko, za katerega je v temelju značilna ta poetična govorica. Prvi večji sirski avtor, prvi polovici 4. stoletja, Afrahat, dejansko piše še v prozi, medtem ko najvzvišenejši izraz te zgodne sirske tradicije pa je prav Efrem in za njim tudi Kirilona, potem pa v 6. stoletju še Jakop iz Saruga, ki pa dejansko uporabljajo teologijo ali pa ustvarjajo teologijo znotraj pesmi. Na ta način je zelo poudarjena ta participativna nota teologije. To niso nekakšni filozofski traktati, ki bi se predvsem, kot je bilo značilno bolj za grško patristiko, nekako prepirali v slogu starih filozofskih razprav o raznih pojmih ali pa o pojmovanjih. Tu gre za dejansko poetiko, s katero se izraža ta biblični horizont, ves biblični imaginarij in se ga nekako z različnimi pesniškimi sredstvi komponira, sintetizira, predstavlja znotraj enotnih narativnih linij, da bi ga poslušalci nekako dojeli celotno sporočilo krščanstva ali pa tega svetopisemskega izročila pravzaprav. Kajti malo ljudi je takrat bralo, še manj ljudi je imelo pač na voljo ta biblična besedila, ki so bile seveda srce krščanskega oznanila, in na ta način so ti pesniki to teologijo ali pa svetopisemsko besedo nekako povzemali in jo tudi aktualizirali, udejanjali. Recimo vemo, da je Efrem Sirski vodil sam pevski zbor, večinoma sestavljen iz žensk, in je prav večino teh svojih pesnitev, ki danes veljajo za ene vrhuncev svetovne literature nasploh, pisal za ta svoj zbor, ki ga je vodil in ki je sodeloval pri bogoslužju. Sprašujem se sam, koliko so te preproste sirske žene doumele od teh včasih zelo kompleksnih pesniških struktur, ampak gotovo je bila v spredju ta želja, da nekako biblično razodetje sintetizira, predstavi v nekakšnem enotnem loku s pomočjo tako svetopisemskih kot tudi podob iz vsakdanjega življenja, z bogato retoriko, paralelizmov, predvsem pa protislovij, paradoksov. Ta sirska poetika gradi svoj najmočnejši učinek, bi si upal reči, prav s pomočjo paradoksov. Tukaj bi omenil še besedo koncept raza. Kaj ta koncept pomeni? Tako je, na besedni oziroma konceptualni ravni gre vsekakor za najpomembnejši teološki pojem znotraj te zgodnjesirske tradicije. Raza je stara beseda, ki prihaja iz, mislim, da že celo, ki koreni tam v starih mezopotamskih kulturah, v sirskem jeziku pa so jo sprejeli, prav da bi z njo ubesedili po eni strani simbol, po drugi strani
nekakšno presežno resničnost, ki povezuje vidni in nevidni svet. V tem krščanskem kontekstu pa pravzaprav že Efrem pod tem pojmom vidi Božjo navzočnost tako znotraj knjige narave, kot on pravi, kot znotraj knjige besede. Znotraj narave se pač skrivajo določeni simboli, skozi katere določene raze, skozi katere nekako preseva tisti, ki jih je ustvaril. Tako da nekako s tem globokim ali pa močnim simboličnim pojmovanjem oziroma z močnim pojmovanjem simbola na nek način Efrem in sirska tradicija z njim presegajo to ontološko razliko med vidnim in nevidnim, med stvarnikom in ustvarjeninami, kajti tudi stvarstvo lahko razodeva na nek način tistega, ki ga je ustvaril. Znotraj Svetega pisma pa je ta pojem uporabljen oziroma za razlago predvsem starozaveznih predpodob, kako so na nek način navzoče oziroma postanejo navzoče znotraj nove zaveze. Znova gre za enotnost, za povezovanje, simbol kot tisto sredstvo, kjer se na videz nezdružljivi elementi srečajo in na nek način izražajo večjo polnost, kot se na prvi vidik vidi. Tudi nekaj teh primerov najdemo znotraj Kirilonove poezije. Precej ste nam povedali o Efremu Sirskemu, o Kirilonu mogoče nekoliko manj. So mogoče znani kakšni podatki, kako je živela njegova poezija, kako jo je posredoval nekemu občestvu, poslušalkam, poslušalcem? Dejansko o Kirilonu res ne vemo praktično ničesar drugega kot zgolj ta rokopis. Zato je še toliko bolj dragocen. Zdaj, k Efremu se zatekam ravno zaradi tega, ker o njem vemo neprimerno več. Živel je tam 20-30 let pred Kirilonom, tako da nekako sodi v podoben kulturno-teološki milje. Je pa zanimivo, da v Kirilonovi poeziji ne najdemo neposrednih vplivov Efrema. Zato je Kirilona dejansko čisto svojski. Med literarnimi vplivi je zgolj svetopismo. To je namreč še doba znotraj te sirske književnosti, ko se tesnejši stik s helenizacijo še ne dogaja. Zato je to 4. oziroma še začetki 5. stoletja ta literatura iz tega časa še toliko bolj zanimiva, ker še namreč ne udre grška miselnost, grško besedje, tudi grški način potem teološkega izražanja. In zato lahko pri tej poeziji, ki je pač na tej ravni sorodna z Efremovo, govorimo o bolj pristno semitski poetiki. O vplivu Svetega pisma ste nekoliko že govorili in vendar, kako Sveto pismo vpliva na Kirilona, njegovo poezijo, njegove pesnitve? Ja, Sveto pismo je nekakšen horizont, je nekakšno morje, v katerem pač plava njegova poetika. Gotovo je pa res, da tukaj ne bomo srečali nekakšne bolj formalne eksegeze oziroma razlage, ampak bolj miselno ozadje, ki nekako formira oziroma ponudi temeljne vsebine, tudi temeljne pripovedi, ki jih potem pesnik seveda z povsem lastno izvirnostjo aktualizira, predrugači, poveže, naniza v nekakšen urejen in pa smiselen sklop. Recimo pesnitev o umivanju nog se posveča skrivnosti Velikega četrtka, ne toliko zadnje večerje, kot predvsem tega dejstva, ki je vzbujalo čudenje že za bralce Nove zaveze, še toliko bolj pa potem za bralce Kirilonove pesnitve, kako sam stvarnik, Gospod, torej Jezus Kristus, se poniža in tam dejansko učencem briše noge, umiva noge, da bi jim s tem podal nekaj več. In tukaj lahko vidimo, v ozadju je seveda svetopisemska pripoved iz Janezovega evangelija, tam je na voljo zgolj eno poglavje, kratko poglavje ali pa en dober odstavek o tem, medtem ko tukaj Kirilona iz tega pravzaprav naredi pesnitev iz nekaj 100 verzij, na različne načine dejansko povezuje
ta teološki okvir in ga z retoričnimi sredstvi dela živega, vzbuja bližino, čudenje svojim poslušalcem, vzbuja sočutje, vzbuja skrušenost, vzbuja tudi nekakšno pripravo k spreobrnjenju, kajti v sirski tradiciji tedaj je bil krst povezan prav z Velikim četrtkom in z umivanjem nog, ne toliko z samo velikonočno vigilijo. Tako da tukaj smo dejansko svetim pismom nekako tistim v temelju, potem pa za vso retorično in pesniško svobodo avtor dejansko oblikuje pesem, ki se nam zdi lahko neprimerno bolj zanimiva kot zgolj branje tiste preproste evangeljske narative. Poezija nekako zagrabi na neki drugi ravni in občutek imam, da prej ste omenili retorična sredstva, ki jih pesnik uporablja, da pogosto uporablja neke vrste ponovitve, repeticije, svojo besedo in tako naprej, kar večkrat naprimer ponovi tole varianto. Pa me zanima, te ponovitve, kakšno vlogo odigrajo v njegovem retoričnem arzenalu? Res je, to je značilnost te semitske poezije, že sam paralelizem, ko recimo z dvema verzoma povemo isto stvar, vendar na drugačen način, včasih na paradoksalen, včasih na vzporeden način. In tudi ta odlomek, ki se mi zdi čudovit, ki ste ga omenili, dejansko z 10 verzi, ki jih začenja na način anafore z to formulacijo, s svojo besedo, meltoh, nekako izraža enotnost celotne svoje sinteze. Če prisluhnimo nekaj verzom, bo to še bolj jasno. On pravi, svojo besedo je ustvaril svet, svojo besedo je dal življenje svetu, svojo besedo je razprostoril nebesa, svojo besedo je šel v globine, svojo besedo je oblikoval telo, svojo besedo si je telo oblekel, svojo besedo je obrazil Adama, svojo besedo je Adama odkupil, svojo besedo je človeštvo privedel v obstoj, svojo besedo je ljudem dal življenje. Na nek način smo priča teologiji znotraj pesniškega izraza, v katerem je celotno delo, celotno odrešensko delo ali pa stvarjensko in odrešensko delo opisano v Svetem pismu, povezano v eno enotno sintezo. Tukaj ni razlik med staro, novo zavezo, med Kristusom, njegovim odrešenjem, ampak dejansko smo priča eni taki koherentni oziroma organsko teologiji, ki je povezana v eno tako organsko celoto. Jan Dominik Bogataj, prebrali ste nam nekaj verzov iz pesnitve o Paschi našega Gospoda. Ko sem premišljeval o najnem pogovoru, sem si vedno predstavljal, da bi prebrali tudi kaj v sirščini. Če je kakšna možnost, da preberete ta odlomek tudi v sirščini, da si bomo vse nekoliko predstavljali, kakšen je ta jezik, kako zveni poezija v izvirniku. Sem pripravil sirsko besedilo za en drug odlomek, pa mislim, da bo prav tako lepo ponazorilo. Nekaj verzov iz pesnitve o Paschi, na nek način nas pa lahko tudi že uvedejo v vsak praznik, tudi božični praznik, konec koncev. Hno javmo, nahvo kdišo, v barajk, v pa'a, mankul jamin. Naj bo ta dan bolj svet, blagoslovljen in krasan, kot vsi drugi dnevi. Na ta dan bodo potolaženi vsi žalostni, na ta dan bodo osvobojeni vsi zasužnjeni, na ta dan bodo rešeni vsi zatirani, na ta dan bodo ponovno ušli vsi zaprti. Na ta dan bodo posvečene čiste vode krsta in na ta dan naj bo zopet pripravljen krst. Na ta dan bo rojeno popolno ljudstvo, na ta dan bodo pomlajeni tisti, ki so se postarali, na ta dan se bodo zame namnožili otroci na zemlji, na ta dan bo povzdignjeno človeštvo do nebes. Jan Dominik Bogataj, hvala vam za lep odlomek in za občuteno branje. Ta poezija je razumljiva, je zanimiva, prikliče nam neki manj znani svet o sirski poeziji, večinoma vemo zelo, zelo malo. In zato me zanima, zakaj bi ta poezija, ki ste jo vi prevedli, pravzaprav bila zanimiva za
naše bralke, bralce, poslušalke, poslušalce? Meni se zdi, da na temelju gotovo neke evropske krščanske kulture so to vsebine, ki so nam vsaj nadaleč nekje blizu, kajti zadevajo konec koncev srčiko krščanskega oznanila. Vemo, da se je nekako zanimanje za krščanstvo, vsaj v taki obliki, ki nam je morda preveč postala domača znotraj zadnjih stoletij, znotraj tega zahodnega latinskega krščanstva, včasih moralističnega, včasih baročnega in podobno. Se mi zdi, da lahko to predstavlja en tak svež izvir oziroma na nek način tudi zatočišče ali pa izziv za tiste, ki so se morda malce oddaljili ali pa jih ustaljena govorica teologije ali pa krščanstva, ki jo poznamo pri nas, v naših krajih, naših kulturi, nekako ne nagovarja več, pa lahko poskusijo s temi verzi. Tudi tisti, ki jim ta tradicija nikakor ni blizu, se mi zdi, da lahko v tej poeziji odkrijejo ogromno lepote, tudi iz tega čisto posvetnega ali pa zgolj literarnega vidika. In morda na to sežejo še po kakšni knjigi iz te tradicije. Se strinjam z vami. Na začetku najnega pogovora ste omenili, kako je lahko nek drugi prevod, pa ste omenili nekaj primerov, mogoče bolj odmeven in tako naprej. Meni kot bralcu poezije se mi zdi pa ta vaša knjiga zelo, zelo zanimiva. In ne samo, da vam čestitam za vaš prevod, ampak bi jaz prosil, da nam poveste še kaj o sebi. Kako ste postali prevajalec iz sirske literarne, religiozne tradicije? Zakaj vas je ta poezija nagovorila? Kako ste se naučili sirščino? Ja, imel sem to možnost, da sem tukaj v Rimu kar 6 let preživel na doktorskem študiju zgodnje krščanske literature na Patrističnem inštitutu Augustinijanum, kjer sem tudi doktoriral. Ampak tam se poučuje latinska in grška tradicija, gotovo veliki očetje, kot so Atanazij, Bazilij, Avguštin, Hieronim in podobno. Srce me je pa vleklo tudi še na en drug inštitut. Tukaj v Rimu je pač res ta možnost, da se človek lahko nauči raznih jezikov in kultur. Papeški vzhodni inštitut, tako imenovani Orientale, kjer pa je dejansko potekal pouk sirščine. Tega sem obiskoval kar 3 oziroma 4 leta. Vmes je prišel tudi COVID, ampak nekaj temelja hebrejščine in pa tudi arabščine, ki sem se jo učil v Jeruzalemu, je gotovo pomagalo, saj so vsi sorodni oziroma podobni semitski jeziki. In tudi sama sirščina svojo predvsem skladnjo ni zahtevna, je pa res, da je tukaj ogromno glagolskih oblik, ki jih mora človek usvojiti oziroma teh paradigem. Vleklo me je pa ravno to, odkriti še en nov obraz zgodnega krščanstva, predvsem ta, ki še ni tako zaznamovan za to grško diskurzivno miselnostjo, ampak prav s to poetičnostjo. Kajti globoko verjamem, da je lahko prav ta poezija nek najbolj neposreden ali tudi najbolj globok stik z našim krščanskim izročilom in zato nekako verjamem v moč te poezije. Čeprav vem, da je tudi danes tako znotraj akademskih krogov, kot tudi znotraj širše javnosti gotovo težje prodreti s takimi besedili ali pa vzbuditi zanimanje, ampak sem pa prepričan, da tisti, pa, ki nekako odkrije to ali pa prepozna v tovrstnih besedilih neko vrednost, potem pa veliko globje doživlja. In to potrjujejo tudi odzivi, ki jih prejemam glede na to knjigo. Najbolj me je zadel zapis enega starejšega gospoda, ki mu je pred kratkim umrla ena ljubljena oseba in mi je napisal, da je v tej knjigi, v tej poeziji našel moč in tolažbo prav ob premišljevanju o življenju, pšeničnem zrnu, ki umre, ki se na novo rodi in podobno. In to mi potem da moč, da morda pripravimo še kaj podobnega tudi v prihodnje. Dr. Jan Dominik Bogataj, v pričakovanju še kakšnega vašega prevoda se vam zahvaljujem za vaš prevod Kirilona, za njegove zbrane sirske pesnitve z naslovom Peruti duha in hvala za pogovor. Hvala lepa za povabilo in vabljeni k branju.